Pozdravljeni, z vami sem Minka in zdaj se pripravljam, da bom imela ob 8. Zoom za mojo skupino, za tečaj, ki ga pač vsake toliko časa ponovim, čiščenje podzavesti. In prav zdaj, ko se pripravljam, se nekaj še za vas postavim en video o srčni čakri, o odpuščanju, o rezanju eteričnih vezi, v bistvu o tem, kar bom tudi danes govorila v okviru te skupine, pa bomo šli bolj globoko v čiščenje podzavestnih vzorcev, čiščenje čustev in ja. In sem razmišljala, dejansko, tisto, kar ta trenutek občutam je, eno tako, da se čisti na globalni ravni, eno tako razočaranje, žalost, ki gre preko srčne čakre. In srčna čakra je sedež duše, se pravi nekaj, kar ti prav tako, kar ti teži dušo. In sem prav razmišljala, kaj je ta trenutek, ja, za tebe, ki tole poslušaš, pomembno, da slišiš. In to bitje, ki tam zadaj mjavka, je naša Karla. Ona ima vse pod kontrolo, bo verjetno prišla sem, Lili pa tamle. Tako da, v glavnem, dajmo pogledati tisto, kar je res pomembno zdaj za vas. To, kar vem, da vsi nekaj predelujemo ta trenutek. Bliža se 1. november, vemo, da družine se dobijo, na grobove gremo, mogoče se odprejo kakšne stare rane, ki so ostale. In veste, zadnjič smo se pogovarjali, v soboto je bila pri meni ena gospa, ena moja rezervna mama, Tončka. V glavnem, ona je bila tukaj pri meni in smo se pogovarjali, kako je včasih so se poslavljali, ali pa smo se poslavljali od svojih dragih, Nekoč so sorodniki, jaz se tega še spomnim, ker je bil moj star ata, ko je umrl, pa stara mama sta ležala na parah, ljudje so prišli in so se pogovarjali o njihovih življenjih. In seveda se je molil in tako, 3 dni je to trajalo in ljudje so prihajali se poslavljati od tega človeka. In zdaj grejo stvari veliko hitrejše, veliko hitrejše se te stvari zgodijo. In glede na to, da tukaj pač živim čist blizu Italije, v Italiji še hitrejše zagrebejo človeka, pa pozabijo na njega. In zadnjič mi pa Tončka rekla, da v Ameriki recimo, pa še hitrejše, Se pravi, te stari običaji se izgubljajo, imeti pokojnika nekje v svojem srcu. In zdaj tisti, ki ste prebrali knjigo Anastazija, ona govori o tem, kako pomembno je, da pokojnik, da bi bil pokopan na rodovnem posestvu, pod drevesom, da na ta način potem pokojniku pomagaš, da je lažje v stiku s svojo družino in da lažje pride nazaj, da se njegova duša hitrejše utelesi in da hitrejše poteka ta cikel. No ja. To ni mogoče, ampak v vsakem primeru je pa tako pomembno, da ta vez z našimi predniki, ki je, tudi kakršnikoli so bili, so v redu. Ker zdaj mi, če pogledamo, da nastane novo življenje. Očetova linija, ki nosi zapis vseh prednikov po njegovi liniji, mamina linija in vseh prednikov, zapis 2 celic, in energija duše se združi in nastane novo življenje. In to smo pol mi. Se pravi, mi smo 50% mama, 50% oče. In zdaj, kje se zgodi? Zgodi konflikt. Če ima mama recimo podzavestno ni odpor do vseh moških, to pomeni, da avtomatično se ta odpor preko celičnega spomina prenese na tebe. Ali pa recimo, če ima zamero do vseh moških, ravno tako se to prenese naprej preko celičnega spomina. In ravno tako, po drugi strani, če oče gleda na ženske, da žensko je treba samo izkoristiti, ali pa, zakaj so babe uporabne, saj vemo, da vsaka družina ima kakšne interne interno šaro oziroma interne šale na račun babe. In tisto, kar se podeduje, je tudi, seveda, beg pred, odgovornostjo, pred reševanjem problemov,
kako se rešujejo problemi v vaši družini. Vse to se nekako prenaša naprej. In zdaj smo tukaj, ne? In mi mogoče rečete, zakaj se meni vse to dogaja? Z namenom, ker nekdo mora v družinskem deblu narediti red. In ta red, ki ga naredite, ga dejansko naredite na ta način, ne da greste nekomu povedati v glavo, kar mu gre, ker to je napad. Dobro, če se učite vi postavljati meje, ne pomeni, da vsakmu poveste v glavo, kar mu gre, ampak postavljati meje pomeni, da rečeš ne, takrat, ko čutiš, brez da popi, da ti dvigne tlak. Pač poveš svojo resnico in ostajaš v miru. Dokler streljaš na ljudi okrog sebe, da je tako kot brzostrelka, pa brrr, to ni reševanje problemov, to pomeni, da dodajaš samo še več konflikta. Vzorci, po katerih delujemo. Vzorci, po katerih delujemo. Seveda, ker sebe bolj slabo vidimo, je bolj enostavno pogledati vzorce, po katerih delujeta naša starša. In tam točno vemo, kakšne vzorce imamo mi. In pogledate, kaj mama vedno dela, kaj nikdar ni delala, kaj oče vedno dela, kaj vas moti pri očetu, pa je vedno delal, pa ni delal, pa tako naprej. To so naše rane. Se pravi, jaz vem, da moja rana je povezana s tem, ali pa moja šola je povezana s tem, da moj oče mi milijonkrat rekel v življenju, bod tih pa potrp. Samo bod tih pa potrp. Samo, da se zaradi tebe ne bo kdo kreval. In seveda, ta bodi tiho in potrpi je moja šola, ki sem se jaz učila v mojem življenju, da sem začela izražati svojo resnico. Zdaj ta izražanje svoje resnice je spet to, kar sem prej rekla. Ne, da se postavim in streljam na vse okrog sebe, ampak da znam razbrati moja čustva in da znam to povedati mirno. Se pravi, v tej in tej situaciji se jaz počutim na ta in ta način in to pomeni, da ne gre to skozi moj filter. Izražanje resnice pomeni, da jaz mirno povem resnico, če jo ne moram povedati, da me je strah izražati resnico, mogoče pomaga, če napišeš kakšnemu pismo in preko pisma sporočiš, kaj ti leži na duši. Pa smo spet nazaj pri srčni čakri, sedež duše. In ko se ti nekaj tako močno usede na dušo, tle gor na srčno čakro, na prsa, te to začne dušiti. Kar pomislite, sedež duše, duša, dušenje. Se pravi, tvoja duša ne more delovati skozi tebe, ko se tle gor usede žalost, razočaranje. Recimo, sladkorna bolezen nastane takrat, ko je globoko razočaranje nad ljudmi, nad situacijami in je tako zadaj nemoč. Nič ne more spremeniti, tako pač je, vdaš se v usodo in samo še korakaš naprej. Potem naprej. Srčna čakra je pa direktno povezana z vsemi centri v telesu, ker z energijo napaja vse energijske centre. To je tako kot elektromagnetno polje, ker enostavno bolj kot žari tvoja srčna čakra, bolj je tvoje elektromagnetno polje močno in bolj vse, pač tu se zazna tvoja energija. Po drugi strani pa, ko je tvoja duša žalostna, ko ti krvavi srce, ko ne moreš več, ko to razočaranje, ta žalost se usede na srčno čakro, se ti zmanjša elektromagnetno polje in te začne najprej dušiti. Druga zadeva, stisnete v želodcu in imaš dve stvari, ko te enostavno ne zmoreš govoriti o tem, ker mogoče je kakšna stvar tako sramotna, da o tem ne moreš govoriti. In, vam povem eno zgodbo, ene stranke. Naven super družina, enostavno super družina. Nič kaj posebnega, da bi človek rekel, da bi lahko človek rekel, da kdo pije, ne, ki pa. Ali pa, samo to, kar zunanji opazovalec vidi, on priden, ona pridna, ona je sicer malo zadržana, tako bolj žalostna deluje, ampak drugače idealno. In potem, ko zveš zgodbo zadaj, in lahko je to zgodba tudi vaše družine, ne nazadnje,
On je na skrivaj pil. In ker je na skrivaj pil in imel je zasvojenost s pornografijo, je pač to pornografijo obračal okrog, gledal in tako naprej, in potem se je izživljal nad ženo. In nikdar pač nisem govorila z ženo, ampak poznam zgodbo, ampak dejstvo je, poglejte, to, kar se dogaja za 4 stenami spalnice, jaz zdaj razumem, zakaj je ona tako zagrenjena hodila po svetu, tako žalostna, tako. Pa bi človek rekel, pa saj ima vse, pa sploh ne razumeš, zakaj. Ja, zato, ker ne razumeš, zakaj, ker ne veš, kaj se dogaja za 4 stenami. Ne? In se ne govori o tem, sploh pa za 4 stenami spalnice, ker je to nekaj, kar je sramotno, ker o tem se ne govori, in stisneš zobe in se ti žalost usede na prsa in ti ne da dihati in se postaraš in si brez energije. Seveda, vmes te kolena bolijo, pa kolki, ker bi že zdavnaj odšla, pa si tako blokirana, taka ženska je tako blokirana, da ne more narediti koraka. In ker je povezano vse skupaj s spolno čakro, ker spolna čakra je pa povezana z energijskim bazenom, koliko imaš moči za premike v življenju. In ker ji vsa energija odteka, ne zmore narediti ključnega koraka v življenju, da bi naredila korak naprej, in se vrti enih in istih zgodbah, ali pa od ene do druge drame, s tem, da mogoče ima vsak toliko časa kakšen pogovor za 4 stenami, nestrokovnjakom, in enostavno ne zmore narediti koraka naprej. In včasih priskoči na pomoč bolezen, ker si telo zmisli bolezen, zato da jo reši. In pogosto zbolevajo za rakom take ženske. Veste? A ni življenje tako prekratko in tako dragoceno, da enostavno pač brigate, kaj bojo rekli ljudje. Ker ljudje bojo itak nekaj rekli. Brigate, kaj bojo rekli ljudje. Jaz vam povem, ko sem se jaz ločevala. Jaz sem videla poglede ljudi v trgovini, ki so rekli, hej, to je tista. Pač videla sem jih, čutila sem jih. Ko veš, da govorijo o tebi, veš, da te upravljajo. In na koncu koncev, a kdo pozna moje življenje? Ne. Mogoče nekdo pozna delček mojega življenja, ampak ne more nikdar nihče soditi tvojega življenja, ker nihče ni hodil v tvojih čevljih. In zato ni pomembno, kaj rečejo ljudje, pač ljudje govorijo. In največ govorijo tisti, ki imajo največ pod preprogo. Tisti, ki imajo največ za predelati sami sabo, se ukvarjajo z drugimi ljudmi okrog sebe. In zato je tako pomembno, pač pustite druge ljudi, ukvarjajte se s sabo, poglobite se v družinske vzorce, začnite pregledovati odraščanje ob ranjeni mami, ker mama je bila vsaka ranjena, odraščanje ob ranjenem očetu. Če oče ni dobil ljubezni, kako jo bo vam dal? Če bi mogoče oče zlorabljen otrok, normalno, da je potem vas zlorabljal. Veste, to je vse med sabo povezan. Če je bila mama, recimo, spolno zlorabljena, kako mislite, da bo ona gledala na nek način na spolnost? Kaj vam je v spolnosti povedala? Pač to so tako pomembne zadeve in o tem se pač ne govori, ampak mi delujemo po vzorcih. In najbolj ključni vzorci, dobro, danes v okviru mojega tečaja bomo govorili o srčni čakri, o grleni čakri, o ščitnici, o virusu Epstein-Barrov virus, EBV, se pravi ta virus, ki deluje na to, da dejansko naredi invazijo na celo telo in začne se proizvajati v telesu takrat, oziroma naredi invazijo takrat v telesu, ko smo popolnoma sesuti. In potem zašteka celo telo. Zato je tako pomembno vzorci, po katerih delujemo, na ta način tudi odreagiramo na stres, na ta način odreagiramo na situacije v življenju, na ta način odreagiramo na stvari, ki nam pridejo nasproti v življenju. Vzorci. Dajmo pogledati, če karte Prehod v novo dobo. Zdaj tista knjiga, ki vam mogoče izmed mojih knjig, ker mene dejansko zanimajo vzorci, po katerih delujemo,
ker sem sama videla, koliko sem jaz imela vzorcev. Jaz sem bila šokirana nad sabo, ko sem preko mišičnega testa pogruntala, da je moj vzorec potrebo imam potem, da se počutim zlorabljeno. Si lahko predstavljate, da imaš zasvojena sem z občutkom zlorabe. Pač tako, tega nimaš. Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. Zasvojeno s tem, da se počutim kot žrtev. In ko sem to zavestila, in to je bilo še par let po ločitvi, da sem dejansko se začela tako močno poglabljati v svoje vzorce na vprašanje zakaj se meni to dogaja, da sem šla v korenine družinskega debla, da sem ozavestila, kaj se je dogajalo po družinskem deblu, tako po očetovi strani kot po mamini strani, in da preko meditacij in preko uvidov, da sem prišla do zapisov preteklih življenj, da sem razumela, zakaj. In ko razumeš zakaj in vzorec zakaj, po katerem deluješ, ogromnokrat, kakšna beseda, pogosto, ko pridejo stranke na svetovanje, skoraj vsaka stranka ima sovražim dušo človeka. Daj pomisli, sovražim, pa reči, ne, jaz sem že vsem odpustila. In ko pride sovražim dušo človeka, reče, to pa ne morem verjeti, da je to možen. Ja, ampak nima tako ljubečega odnosa, ne gre energija nikamor. Zamero imam do duše človeka. In seveda to preverite z mišičnim testom. In zdaj, če jaz pri sebi pogledam, zamero imam do... Mi grejo ljudje, ki sem jih dala na stranski tir v mojem življenju. Pač so ljudje na mojem črnem spisku, ki rečem, ne hvala, ne rabim, dovolj, pač normalno, ne? Jih imam na tem črnem spisku in je res ne hvala. Ampak, imam zamero do teh ljudi? Do nikogar. Vem pa, kaj se učim skozi te odnose. Ne? Moja šola je postavljanje mej. Moja šola je biti v miru. Moja šola je biti v ravnovesju. Moram pobrati tole knjigico, Prehodna doba mi je dol padla. Zdaj, verjetno v zadnji vidite slike. Tale slika, ki je naslovnica, ko imajo čakre žur. Jaz želim biti v ravnovesju. In ta slika tam, ta lila, je naslovnica knjige, ko imajo duše žur. Ja, in zdaj, če gledamo, ne, te naslovnice, biti v ravnovesju, prav te dve knjigi sta najbolj povezane z ravnovesjem, pa moški hormoni. In prav za moške hormone, lejte, noter sem pisala prav to strupena mama, ki ni zmogla dati nič dobrega. Kakšne rane pusti na srcu, na srčni čakri, in potem imaš občutek, kot da te nima nihče rad, zato ker tebe ni imel mogoče nihče rad, ko si bila majčkana. Ker nekdo, ki ni izkusil ljubezni v življenju, ni mogel dati naprej ljubezen. In potem imaš celo življenje se ukvarja s tem, da mogoče prosjačiš za ljubezen. Daj, prosim, imejte me radi. Vse bom naredila, imejte me radi. In ti preveri z mišičnim testom, če imaš mogoče program, potrebo imam potem, da prosjačim za ljubezen. Bom naredila še tečaj, tako da če te bo poklical, bom dala spodaj povezavo za naslednji tečaj, ki ga začnem v novembru. In dejansko sistematsko gremo skozi vsakič, ko delam preko Zooma, začne se ob 8 in imam nekje do pol 10 z meditacijami, predelamo zadeve, pač tako globoko čiščenje naredimo. Dajmo pogledati še Prehodu novo dobo in Nadangel Mihael. A veste, kaj bomo danes delali? Rezali bomo eterične vezi z Nadangelom Mihaelom. In vemo, da ljubezni ne moreš pretrgati, jo ne moreš prekiniti, ampak lahko pa prekineš vso energijo, če nekdo se napaja na tebi, če nekdo pleza po tvoji energiji. No in danes bomo dejansko to delali. Rezanje eteričnih vezi, ker ko porežemo eterične vezi, največ je povezan to s solarnim pleksusom, ampak so tudi vezi preko grlene čakre, mogoče povezano z dušenjem. In ko porežemo te eterične vezi, pač dejansko tako diham. Kdor ima veliko teh ljudi navezanih na svojo energijo, se počuti tako, kot da ga nekaj
kot da je pod vodo, kot da ga nekaj utaplja. In ko se porežejo te eterične vezi, zadihaš. Nadangel Mihael ga pokličete vsakič na pomoč, ko imate težke energije okrog sebe, ko imate težke ljudi, pač dejansko težke ljudi, ali pa če imate kakšno tehnično težavo, vam pomaga pri tem, da se stvari popravijo. Ker ti, ki tole poslušaš, si bitje svetlobe, ti si nosilka luči in svetlobe, skozi tebe teče božanska svetloba. In, če se ti dogaja, da tvoja svetloba moti ljudi, da jih bode v oči, to ne pomeni, da se boš ti ugasnila, ampak to pomeni, da boš samo sijala. Taka, recimo, moja stara mama, po očetovi strani, vem, da je bila samo ranjena ženska. In ona do mene ni imela neke ljubezni. Moja svetloba jo je bodla v oči. Jaz se je ne spomnim, da bi me kdaj pestvala, da bi me kdaj, pač se je ne spomnim, da bi bila prijazna do mene. In to ne pomeni, da ti zdaj moraš ugasniti, zato ker nekdo drug ne prenese tvoje svetlobe. Jaz vem, zakaj ni prenesla moje svetlobe kot otročka. Zato, ker je bila sama tako zelo ranjena. In ko je nekdo ranjen, potem ga motijo svetli ljudje. Ampak po drugi strani pa vem, da ta moja stara mama je moja zaveznica. In da je ona tista, ki mi z druge strani daje moč, daje moč, da delam to, kar delam, zato ker je osvobajanje zlorabljene ženske energije. Čisto vam kurja pot. In verjemite mi, da imate tudi vi prednike, ki vas spodbujajo na tej poti, da greste naprej, ki vam energijsko podporo dajejo, ki vam povzročajo neko sinhroniciteto, da se nekaj zgodi v vašem življenju. Vsak od nas ima kakšnega, ki ga podpira. Na drugi strani Mavrice. Spodaj je nadangel Uriel. Čustveni strup zapušča moje telo. In zdaj je res čas. Sploh, ko pridemo, zdaj se je že začel Škorpion. Ja, seveda je že Škorpiona, ne? Škorpion. Poznate, kako izgledajo škorpioni. Škorpioni imajo radi mir. Zdaj govorimo o fizični živali. Imajo radi mir, niso napadalni. Radi imajo temo, radi imajo mir. Lovijo po noči. Ampak, ko pa nekdo pride v njihovo bližino in da jih napada, takrat useka. In enako je na energijskem področju, ko mi pridemo v obdobje Škorpiona, se pravi konec 10. meseca, pa 11. mesec, dejansko ista energija. Tisto, kar je, daj mi mir, ampak tam, kjer pa ni, ruši. Ruši zato, ker je čas čiščenja podzavesti. Po drugi strani Škorpion, povezan je s smrtjo, z novim rojstvom, preporodom, nenazadnje Škorpion, fizično žival, se levi, se pravi, ko preraste svojo klep, ga pusti in zraste naprej, gre naprej. In mogoče se v vašem življenju zgodi ali pa dogaja en tak preporod in ko čutite, da vas nek odnos tako močno duši, da ne morete več, ja pač odvrzi tisto, kar si prerasla in pej naprej. To je čas Škorpiona. In po drugi strani, zdaj to je povezano z vodo, s čustvovanjem, ampak neizprostno. Ker zdaj, če gledamo ta znamenja, recimo ribica, je nežna, plava s tokom. Rak ima že klešče, zna všipati, ampak Škorpion pa useka. Tako da, v glavnem, zdaj smo v tem obdobju in če se vam to dogaja, da sekajo čustva ven, ja, glejte, pet pogledati, po katerih vzorcih deluješ, kaj narediti, kakšno spremembo. In stvarjenje. Tebi se vsak dan rojeva nova energija, povezana si s plodnostjo in z obiljem. In čas je, da tole tvoje drevo vzcveti, da ti vzcvetiš. Ampak zanimivo je, glejte, ko je Katarina risala, Katarina Vidmar, tole drevo, je rekla, ni mogla krošnja ozeleneti, dokler nisem narisala korenin. Tole sliko zadaj sem kupila od Katarine, ravno tako drevo, ki ima korenine, ki ima krošnjo. In v glavnem, veste, tole drevo sem jaz videla v meditaciji.
In sem Katarini rekla, Katarina, ti boš narisala drevo, bohinjsko drevo, ki cveti. In ona se tako zasmeji, tako, kaj si pa ti mislila? Bukev ne more cveteti. Poglejte, kaj je na koncu nastalo. Bukev, ki cveti, ki ima svojo energijo. In to je zavest slovenskega naroda. Pa sem pa govorila z enim drugim gospodom in on je pa rekel, da vidi nad Triglavom energijsko drevo, ki sega čez celo Evropo. In sem mu pokazala to drevo, to. Je rekel, točno to sem videl. Ta energija Triglava je tako močen portal, ki napaja z energijo celo Evropo. In mi Slovenci, jaz verjamem, da smo povezani s srčno čakro, da smo povezani s srcem Evrope, da smo majhni, ampak poganjamo, imamo vsem nekaj. In čas je, da poženemo to življenjsko energijo. In na svetu ti, ki tole poslušaš, si zato, da svetiš z ljubeznijo. Ne se ukvarjati s tem, da boš ugasnila zato, da nekoga ne moti tvoja svetloba. Kot sem že prej rekla, svetloba ne pomeni to, da streljaš na ljudi, ampak da samo mirno iz svoje moči poveš svojo resnico, da če se ne da pogovarjati, če nekdo zmerom popeni, ko želiš nekaj povedati, če nekdo kriči nate. Recimo en drug primer, ene druge gospe, leta in leta, spet v idealni vezi, in potem, ko mi je razlagala celo zgodbo njenega zakona, je govorila o tem, kako njen mož, bivši mož, je stal pred njo in kričal na njo na ves glas. Drugač pa tako prijazen. In takrat, ko se ne da pogovarjati, pišeš pisma. To je to. Gremo naprej. Čas je, da tvoje drevo cveti. Prijateljstvo. In jih imaš okrog sebe, ljudje ti želijo pomagati, ampak če ne poveš, kje rabiš pomoč, kako naj ti kdo pomaga. In spet partnerstvo. Vedno se povezuješ s pravimi ljudmi, vsi ljudje so pravi. Kdor pride v tvoje življenje, vsi so pravi, ker eni ljudje nam nosijo lekcijo, eni ljudje so zato, da nam pomagajo, eni so pač, vsi so ta pravi. In za določene pa rečemo s časoma, rečemo ne, hvala, to ne gre, sem vesela, da gre stran. In so ljudje, ki z nami plešajo ples življenja celo življenje in to je lepo. In naslednja stvar, pojmo zdaj pa nazaj na 1. november, pa na družino, in je družina, ki je z nami celo življenje. Te pa ne moreš zamenjati. In prav družina je največkrat povezana z najbolj karmično lekcijo. In ta karmična lekcija je skoraj vedno povezana, komu moram odpustiti, kako se izražam, kako gledam na sebe, kako zmoram sebe imeti rada. Pa povzameš kakšno knjigo v roke, pa začneš brati, ne? In pozornost. Čas je, zapri oči, boš videla. Ta trenutek vidiš mir. Kaj se ti pripelje pred oči? Ko vidiš mir. Zdaj, če vam jaz govorim, kaj vidim mirno jezero, ki je popolnoma mirno in ni nikjer nobenega šuma, samo voda, listje in mir. Vidim mir. Vidim ljubezen. Kaj vidiš, ko vidiš ljubezen? Meni se naslika otroček, ker pač jaz sem z veseljem mama, in ko so bile moje 3 hčerke majhne, te majčken otroček ima tiste velike očke, ki enostavno je čista ljubezen. Vidim srečo. Vidim srečo. No, kako vidiš srečo? Kdaj tebi tvoja duša poje od sreče? Vidim srečo. In vidim vse, kar si resnično želim. V glavnem, čas je, da svojo pozornost res daš na to, kar si želiš, proč od tega, kar si ne želiš. Pa še eno stvar. Nisi ti odgovorna za reševanje vseh ljudi. Reši sebe. Reši sebe, poskrb za sebe. Mogoče se v tem življenju učiš zdrave sebičnosti
In to pomeni, da jasno poveš, postaviš meje, pokažeš meje in deluješ za sebe dobro. Ker včasih bi reševali vse, odrasle, da se razumemo. Ko so mladoletni otroci, smo absolutno odgovorni za mladoletne otroke. In potem jih spuščamo po 27. letu in pomagamo, če nas prosijo za pomoč. To je iz knjige Otroci so iz nebes. Ampak nisi ti odgovorna za tvoje starše, nisi ti odgovorna za srečo tvoje mame. In preveri z mišičnim testom, odgovorna sem za srečo svojih staršev. Druga zadeva, odgovorna sem za srečo svoje mame, svojega očeta. In naprej, odgovorna sem za srečo mojega moža. Ne vem, boš preverila, je prav. Odgovorna sem, jaz nisem odgovorna za nobeno srečo, razen za svojo. Za svojo srečo pa sem odgovorna. In ja, zato pa delam stvari, ki jih rada delam in tako čutim in z veseljem to delam, kar delam in vem, da mogoče z mojo zgodbo lahko komu pomagam, da se postavi bolj v svojo moč, ampak v ljubečo energijo. Tukaj ne govorim, ne vzeti mitraljez in ne streljati po ljudeh. Ljubeča energija pomeni, da si ti v miru in deluješ iz svojega miru. Tako. In tukaj samo še pika. Tako da uživaj, vse dobro. Jaz tole zdaj objavim, potem pa grem delati tole našo Zoom srečanje, svojo skupino, ker je tako neverjetno lepa energija, take premike delajo ženske, tako da sem res, res zadovoljna. Tako da, če vas bo poklical, spodaj bom dala povezavo tudi za naslednjo in boste videli, ker včasih skozi čiščenje lažje greš, če ti nekdo pomaga. Še to vam povem zdajle. Jaz sem prosila za pomoč, prosila sem, angeli, jaz rabim pomoč. To je leta nazaj, to je bilo leta 2019, 2018. Prosim za pomoč, rabim nekoga, ki mi bo pomagal. In se mi je sanjalo. Sanjalo se mi je o enem terapevtu in se mi je sanjalo, najprej, da sem vozila avto in nasproti je pripeljal tako velik tovornjak, da bi me lahko samo spluščil. Jaz grem hiter, vozim vzvratno, zabijem na stransko cesto in tam se pokaže sobica, ki je imela zamašene otoke. In se pojavi ta človek, ki se mi je sanjal, da ga pokličem glede te terapije in skupaj sva očistila otoke. In dejansko ga nisem poklicala. Ne prvi dan, ne drugi dan. Tretji dan grem na sprehod in tako mi prav en glas reče: a ti res ne razumeš, da rabiš pomoč? Kaj bi še rada, da smo ti vse, dvigam telefon in poklič. In dejansko pokličem in vprašam, sem rekla, ti delaš terapije. Pač poznala sem se odprej in rekel ja. In dejansko kaj sva začela? Čistiti korensko in spolno čakro, to je otok, energijo otoka. In mi je pomagal ščistiti ključne programe, po katerih sem delovala. In ja, to je bila ena stopnička na poti mojega notranjega preporoda. Ena stopnička. In ja, včasih ne zmoremo sami rabimo kakšnega, ki nam pomaga in potem gremo naprej. Ko enkrat prerastemo tako terapevtsko izkušnjo, enostavno se zahvalimo in gremo naprej. Še eno stvar vam moram povedati. Enkrat je prišel k meni na svetovanje en gospod, ki je bil leta zasvojen z alkoholom. In sem mu dala zdravilno molitev dekodiranja in je začel to delati, zdravilno molitev dekodiranja. To je ravno tako korenska čakra. In je začel čistiti vzorce in je rekel, jaz nisem dobil nobene ljubezni strani mojega očeta. Je rekel, jaz sem bil večkrat tepen kot pa sit. Vedno sem dobil batine, nihče me ni imel rad. In normalno, potem se je poročal in kako bo dajal ljubezen? Jo ni mogel dajati in seveda šel je parkrat na odvajanje pa na zdravljenje od alkohola. Zakon je propadel, otroci so odšli od doma, pač ena velika žalost. In ko je začel delati zdravilno molitev dekodiranja, se je trajno pozdravil. Vsakič, ko sem ga srečala, njemu so tekle solze hvaležnosti.
Pač nam rekel, da sem ga jaz pozdravila, ker ga nisem. On se je sam pozdravil. Ampak šel je v bolečine svojega otroštva, šel je tam noter in odkodiral zataknjeno energijo, in ko je to odkodiral, ni več imel potrebe potem, da se ubija z alkoholom. Pač, ja, katera knjiga? Moški hormoni, ko imajo moški hormoni, ali pa ko imajo čakre žur, ali pa ko imajo duše žur. Ali pa tudi, ko ima življenje žur. Pač vsak po primeru, ena od mojih knjig, samo kuharica vam pa res pri tem ne bo pomagala. Kuharici pa nimam čist nič od podzavesti. Ampak vzrok za vse je v podzavesti, tudi za prekomerno težo. Tako da ja, uživajte, vse dobro vam želim in mogoče so zdaj teli prazniki, pa tele počitnice, prav en razlog ali pa nek dodaten čas, ki ga lahko posvetite s temu, da začnete končno se spuščati v najbolj globoka vaša čustva in kaj počistite. Tako da uživajte, vse dobro in ja, se vidimo, ko imam naslednji navdih.